Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Mladost na kmetiji. Danes gostim mladega, ambicioznega in vsestranskega kmeta, ki prihaja iz Svečine, kraja z bogato kulturno dediščino in vinogradniško tradicijo. Ni le predan kmetovanju in skrbi za 110 glav živine, ampak tudi aktivno pleše v folklorni skupini, igra kitaro in rad poje. Poleg tega je vpet v številne mednarodne projekte, ki mu omogočajo širjenje obzorij in povezovanje s svetom. Z mano je Rene, pa s kolom Lasko. Rene, dobrodošel. Ja, lep pozdrav. Imaš zelo zanimiv in nenavaden priimek. Ja, to me dostikrat tudi ljudje vprašajo, ko se predstavim, pa s kolom. V bistvu je to priimek, ki izvira iz Italije, prihaja od mojega pradedka po mamini strani. Praded se je leta 1900 preselil sem v Svečino. V bistvu preselil se zato, ker v kraju Enhausen v Avstriji je njegova teta imela ciglenco. Ciglenco kot delali so cigle, izdelovali so cigle, ker je on tudi potem se zaposlil. Pol kasneje pa je potem tukaj spoznal tudi mojo prababico, se sem preselil, uredil gospodarsko poslopje in začel kmetovati. Torej sta z babico skupaj takrat začela kmetovati, predtem še ni bilo kmetije? Ja, s prababico. V bistvu je že bila kmetija, on pa je samo nagradil tudi. Ja. Priimek Mlasko pa potem prihaja tukaj iz Svečine. V bistvu ata je živel tu blizu na Ciringi, Ciringa je čisto ob meji, tako da, ker pa sta se tudi v Svečini, pa sta se moja dva spoznala, ata in mama, tako da živimo skupaj. Ti veliko ljudi reče, da imaš nenavaden priimek? Ja, marsikdo. Pa vsi ponavadi rečejo, to je izvira iz Italije. Tako da še eno zanimivost povem, katero sem komaj pred parimi leti izvedel. Priimek Pascolo v bistvu v italijanščini pomeni pašnik, tako da že ima neko tudi tako kmečki izvor. Ja. Zdaj, Svečina je majhna vas, ampak kot sem že omenila, ima bogato kulturno in vinogradniško tradicijo. Kako vidiš svoj kraj? V bistvu, zdaj, če tako pogledam, se mi zdi, da vsi, ko prihajamo iz Svečine, smo na naš kraj zelo ponosni. Ima zelo res bogato kulturno tradicijo. Se mi zdi, da se vsi v vasi trudijo v bistvu, na svoj način pomagati, v bistvu, da se pač kraj razvija. Imamo folklorno skupino, gledališko skupino, imamo tudi nonet, imeli smo ljudske pevce, zdaj zaenkrat je to malo zamrlo, ampak mislim, da se bo spet obudilo čez čas. Tako da potem tudi seveda vinogradniška tradicija v kraju je zelo bogata. Imamo ogromno turističnih atrakcij, turističnih kmetij, tako da je vedno pestro. Dolg čas vam ni? Dolg čas nam nikoli ni. Kaj pa ti je najbolj všeč pri kraju? Se mi zdi, da sama skupnost ljudi, se mi zdi, da smo se vedno pripravljeni pomagati, smo pripravljeni sodelovati na raznovrstnih projektih, tako da, ja. Imate pa tudi cerkev svetega Andreja, ki pa je bil, če sem si prav zapomnila, matematik in zdravnik. Ja, matematik, zdravnik, astronom pa astrolog. Tako. V bistvu, ja, sveti Andrej, cerkev svetega Andreja dobila ime po Andreju Perlahu. Andrej Perlah, tako sem rekel, je bil zdravnik, astronom, astrolog. Kar nekaj teh. Kar nekaj, ja, in potem je tudi kasneje učil na Dunajski univerzi in je bil tudi tam 5-krat izvoljen za dekana Dunajske univerze. Kar pa mi je zelo zanimivo, v bistvu, da si z njim delima rojstni dan. To je eno tako naključje, ko me je vedno tako zanimalo, vedno mi je tako malo, me je vleklo nazaj k temu. Da ti je tako ljub in ga rad omeniš in opišeš. Ja. Kmetuješ skupaj z mamo in očetom, zdaj prevzemnik še nisi, pa si želiš to postati? Zdaj, zadnji čas je vedno bolj, se mi zdi, da vidim tukaj prihodnost na kmetiji. Se mi zdi, da kmečko življenje mi postaje vedno ljubše, tako da, ja, si želim. Zdaj, za začetek, če malo opišemo vašo kmetijo, katere vse živali imate,
Kako poteka en tipičen dan na vaši kmetiji, kako si razdelite delo? Zdaj, trenutno smo specializirani v prirejo mleka, imamo večina krave molznice, trenutno molzemo 60 krav, vse skupaj z telicami pa s telički pa imamo 110 glav. Zdaj na kmetiji imamo tudi ponovadi 2 prašiča, katere imamo bolj za sebe, pa za lov miši še imamo 3 mačke, katere se pa tudi zelo rade cartajo, tako da jih imamo bolj za dušo. Kako pa si razdelite delo? Delo si pa razdelimo v bistvu, oče in mama prevzameta molžo glavnih krav, pač glavne črede, jaz pa imam bolj preko v bistvu teličke, pa potem tiste krave, ki so v presušitvi, pa potem tiste krave, ki so ravno kar telile, pa potem tudi jih nahranim, uredim štalce za teličke. Potem, kar se pa tiče dela z traktorjem, pa si v bistvu z očetom večinoma razdelimo skozi leto. Ja. Se spomniš, kdaj si se ga naučil voziti? Ja, včasih smo imeli mi tudi vinograd doma, dober hektar, in smo imeli tudi en taki manjši vinogradniški traktor, Carraro, in se spomnim, da sem se ravno na dvorišču, sem se vozil v krogu, v bistvu z njim, sem bil star po mojem, kakih 7-8 let. Ja. Kar hitro. Ja. Ravno toliko, ata mi je dal v brzino, ker še nisem mogel kuplonge doseči, jaz pa sem se v bistvu samo vozil okoli. Ja. Katero pa je tvoje najljubše opravilo? Na traktoru definitivno se mi zdi, da košnja, se mi zdi, da je tako fajn, ker ponovadi delo na njivi je dosti več tresljav, dosti bolj te preruka, ne? Košnja pa je ponovadi tako naravnem, pa vedno vidiš, kako se pridelek spravlja, ne? Tudi lepo diši, tudi zelena barva mislim, da dobro vpliva na oči, pa tako, vedno mi je bila košnja najljubša. Katere vse izzive pa prinaša delo z 110 glavami živine? Ja, prvo je to zelo velika odgovornost, ker v bistvu za krave moramo skrbeti vsak dan. Moramo biti zelo pozorni, če pride do kakih bolezni, poškodb. In se mi zdi, da je to delo, ko zajema res celega človeka od jutra do večera, tudi po noči včasih ne spiš, ko so porodi. Drugo pa ja, ogromno dela je, potrebno ga narediti, tako da, ja, predvsem delo. Vašo kmetijo pa v toplih mesecih obiščejo še ene živali. Ja, tako je. Vsako leto pridejo k nam spomladi lastovke. Se mi zdi, da je to res nekaj najlepšega, ko pridejo in so celo poletje pri nas. Že ko sem bil mali, sem oboževal lastovke, ker sem v bistvu imel en taki mali daljnogled in sem jih vedno opazoval, kako letajo. Zelo so zanimive, kako hitro spreminja smer, lovijo muhe. Včasih se tudi igrajo z mačkami, ker mačke jih pa rade lovijo. One pa se v bistvu za nalašč spuščajo dol in se jim zadnji trenutek izmikajo. Se mi zdi, da se res tako rade poigrajo, tako da ja, je dobro vzdušje. Zdaj, tvoj kraj je precej vinogradniško usmerjen. Kako se znajde potem mlečna kmetija v takšnem okolju? Ja, se mi zdi, da se vinogradi pa pač prireja mleka nekako dopolnjujejo. Kar se tiče samega kmetijstva, ne, vinogradi zavzamejo tudi bregove, ker mogoče košnja pa paša ni mogoča, ostalo pa mogoče potem popasejo živali oziroma mi pokosimo, imamo njive in podobno. Tako da mislim, da gre z roko v roke. Dobro sodelujete. Ja, da je okolje potem urejeno. Ja. Pa so te sosedje vinogradniki kdaj poskušali prepričati, da bi se raje lotil vina? V bistvu ne. Včasih smo imeli vinograd, tako sem že prej omenil, ampak smo ga potem ven izsekali, smo se specializirali v prirejo mleka. So me pa vedno bodrili, da bi mogoče začel z kako predelavo mleka. Se mi zdi, da je to, ker imamo dosti kmečkih turizmov, predvsem iskano, kaki siri, jogurti in podobno. So že bile, sem se že malo igral z tem, ampak nikoli ni resnično zaživelo. Tako da ne vem, mogoče v prihodnosti, če bo čas, pa če bo volja, se tudi tega lotimo. Ja, nikoli ne reci nikoli.
Kaj pa ti je pri delu na kmetiji najbolj všeč? Obstaja kakšen trenutek v dnevu, ki ti je še posebej drag? Bi rekel, da kar zajtrk zjutraj. Ja. Zjutraj ponavadi kar grem v hlev brez zajtrka. Tako da zdaj sploh v teh mrzlih dnevih potem hitro že postaneš lačen, pa si želiš, da delo zjutraj možo, pa to hitro opraviš. Potem pa pridem noter na toplo, lepo kavico spijem, kaj pojem, se staršimo, kaj pomenimo, pride kdo na obisk tudi zjutraj na kavico, tako da ja, zajtrk je ponavadi moj. Kaj pa ponavadi zajtrkuješ? Jajca, velikokrat tudi včasih kako marmelado. To. Pa te je delo na kmetiji že od nekdaj veselilo? Bi rekel, da ko sem bil otrok, ko sem bil mlad, se mi zdi, da vsi, ko smo mladi, imamo res široke oči, raziskujemo in mi je bilo pač življenje na kmetiji zelo ljubo. Imel sem tudi en svoj mali traktor, sem se dostikrat tudi igral, da tudi jaz delam kakšna večja kmečka opravila. Vem, da vedno v času silaže sem si naredil taki mali silos, pa sem ga tlačil z malim traktorčkom. Kasneje, ko sem pa mogoče odraščal, pa mogoče tudi sem bil začel postati malo bolj kritičen do kmečkega dela. Predvsem se mi je zdelo, da pač sem si želel staršema pomagati, ampak mogoče moji vrstniki, ko niso imeli kmetij doma, so imeli več prostega časa, sploh popoldan pa to. Tako da, ko so se oni igrali pa družili, sem mogoče jaz bil doma. Tako da me potem že tako v času srednje šole začelo malo bremeniti. Sem si želel več svobode, tako rekoč sem si želel več raziskovati. Ampak tudi potem kasneje pa sem nadaljeval šolanje. Se mi zdi, da tudi faks je zelo pomembno vplival, ne? Ko mogoče še dobiš še bolj podrobno znanje, se bolj poglobiš v kmetijstvo, da potem pa te začne bolj veseliti. Tudi se začneš družiti z ljudmi, kateri imajo kmetije doma. Tudi potem kasneje sodelovanje pri podeželski mladini mi je dalo velik zagon, tako da ja, če ostanemo povezani, če se bodrimo, je vedno pač dobro vzdušje. Ja. Po izobrazbi si veterinarski tehnik, zdaj pa zaključuješ še podiplomski študij kmetijstva. Verjamem, da tudi veterinarsko znanje v takšnem okolju zelo prav pride. Ja, definitivno. Mislim, uporabljam ga vsak dan, že z vidika pismenosti, no. Če dobimo kakšna zdravila, ali pa nasploh smo se učili, kako skrbeti za živali, kako preprečiti bolezni. Potem tudi komunikacija z veterinarom je dosti lažja, ne. Tako da ja, vsak dan definitivno mi pride prav. Zdaj vedno več mladih se vrača k tem tradicionalnemu načinu kmetovanja, pogosto z modernimi prijemi. Kako pa sam vidiš prihodnost kmetijstva pri nas? Se mi zdi, da zdaj svet je v nekem pospešku razvoja. Pridobivamo vedno bolj moderne tehnologije, v bistvu zdaj z umetno inteligenco, potem tudi preciznim kmetijstvom. In se mi zdi, da se bo to moralo implementirati tudi vse bolj, da se bomo mladi mogli izobraževati, vpeljati te nove tehnologije, kajti tudi primanjkuje delovne sile na kmetijah, ne. To je velik problem, tako da mislim, da bo potem ta moderna tehnologija olajšala delo kmetov. Ja. Zdaj, zadnje 2 leti je tvoje življenje zelo mednarodno obarvano, izmenjave v tujini, nove prakse, izkušnje. Povej mi kaj več o tem. Ja, tako sem že prej rekel, ko sem bil mlajši, sem si vedno želel tudi staršema pomagati, sem se dostikrat tudi odrekel nekemu prostemu času, da sem ga vložil v kmetijo. Pol pa sem videl, da si vseeno želim nekaj več, nekih novih izkušenj, pa sem se odločil, da bom pač probal čim bolj izkoristiti še ta zadnja študijska leta. Tako da sem potem tudi prišel v kontakt z Zvezo podeželske mladine, katera izvaja tudi mednarodne izmenjave, in sem se januarja leta 2023 prvič odpravil na izmenjavo. Šli smo v Belgijo za 14 dni in je bila, mislim, fenomenalna izkušnja, res
spoznal sem nove prijatelje v Sloveniji, v tujini, in potem je v bistvu to še dalo dodatni zagon, da še bolj raziskujem neko mednarodno področje. Kasneje sem še šel potem tisto leto v Budimpešto na study session, v Celovec 2-krat, na Rejli pa na IFI konferenco, potem pa sem tudi konec leta preživel na Norveškem, ker sem opravljal svojo študijsko izmenjavo. Zdaj zanimiva zgodba, se mi zdi, da teh izmenjav je, da ni to samo pač, da se zabavaš, ampak da se tudi naučiš znajti. Ko sem se prijavil na študijsko izmenjavo, trajala je 3 mesece, sem se prijavil tudi za študenta, katerega pa potem zaradi nekih nesrečnih okoliščin nisem dobil, ker so se oni zmotili pri številki, ko so mi poslali. Tako da potem sem ostal brez stanovanja, sem ga iskal po spletu, ampak brez sreče, ker v bistvu noben mi ni odpisoval, in potem v bistvu en teden preden sem šel na Norveško, še sploh nisem imel nikjer za prespati. Ampak hvala Bogu, ker sem šel na to IFI konferenco. Torej IFI konferenca je International Farmers Youth Exchange, oziroma izmenjava mladih kmetov. Sem tudi spoznal par Norvežanov, kateri so me potem naprej napodili k enemu paru v Oslu, ona dva pa sta mi potem tudi zrihtala stanovanje. Tako da zadnjo sekundo, v bistvu sem si uredil. Ja, vsako poznanstvo prav pride. Ja, definitivno. Ja. Kakšno pa je tvoje mnenje o povezovanju slovenskih kmetov s tujimi praksami? Bi katere ideje iz tujine bile uporabne tudi pri nas? Ja, definitivno se mi zdi, da tako sem že prej rekel, naprimer uporaba nekih modernih tehnologij, avtomatizacija, kakšni roboti. Se mi zdi, da tudi to vedno hitreje prihaja v Slovenijo. Naprimer, bil pa sem lani tudi v Avstriji na tej IFI izmenjavi za 14 dni. Tam pa sem spoznal v bistvu tudi del turistične dejavnosti na kmetiji. So imeli zelo tako preprosto majhno kmetijo. Del turistične dejavnosti pa je bilo, da so v bistvu imeli en taki zabavni program. Reklo se v bistvu kot neki murder mystery, če ste že slišali, ko v bistvu iščeš krivca, en je krivec, ostali so pa v bistvu del skupine, in ta skupina specifična je bila v bistvu skupina vaščanov. In v sami vasi so bile koline, in kaj so včasih delali, so svinjsko glavo so obesili, da se je iztekla kri, in so jo potem pospravili. In oni so v bistvu priredili to igro, in so potem en je bil krivec, ostali so pa mogli ugotavljati, da je krivec. In potem je bil ta Andreas, ko je bil tudi oče na tej kmetiji, je v bistvu vodil celi program skozi. In v bistvu 2 uri take raziskovanja, čiste zabave, res oni udeleženci, ki so bili tam, so se res zabavali. In tudi je prinašal, pač sama dejavnost je prinašala lep zaslužek na kmetijo. Tako da tudi neka taka dopolnilna dejavnost na kmetiji vedno prav pride. Mi je dejansko odprla oči, kaj je vse možno. Ja. Zdaj veliko omenjaš tudi Zvezo slovenske podeželske mladine, nasploh društvo, tudi polovar nosiš od Zveze. Kaj ti pomeni članstvo, da si član tih skupnosti? V bistvu se mi zdi zelo pomembno, da se pač med sabo povezujemo, da se podpiramo. Se mi zdi, da neko povezovanje nam daje tudi neko varnost in potem neko tudi možnost za neko rast. Tako da Zveza podeželske mladine že vrsto let dela dobro in dela za napredek podeželja in mladih. Tako da mi je v veliko čast, da sem lahko del te družine. Ja. Zdaj, kot sva že omenila, na kmetiji živiš s staršema in pa punco Katjo. Ja. Kako pomembna ti je ta podpora družine pri samem delu, pri samem kmetovanju, da delate z roko v roki? Ja. V bistvu specifika neke družinske kmetije je, da delo pa družina ni čisto ločeno, tako kot mogoče pri drugih panogah.
Tako da še dosti bolj pomembno, da so odnosi zdravi, da so odnosi močni. Tako da se mi zdi, pač vedno probamo delati, da se dobro razumemo, da si pomagamo, da sodelujemo. In ja, tudi Katja zdaj postaja tudi del družine, tudi ona zelo rada kdaj pomaga pri delu. Ona, na primer, ni odraščala na vasi, ampak je bila 18 let je živela v mestu. Tako da me je prav presenetilo, v bistvu, s kako vnemo je zgrabila za kmečko življenje. In ja, me zelo veseli, no, da se dobro razumemo. Si jo že naučil voziti traktor? Ne, traktora še ne. Mogoče v prihodnosti, zdaj zaenkrat mi bolj pomaga pri hranjenju teličkov, v tem zelo uživa, tako da mogoče v prihodnosti. Zelo lep odnos imaš tudi z bratom in sestro, ki pa živita drugje. Si pa tudi že stric. Kaj ti pomeni ta čas z nečaki? Mislim, nečaki, to pa je nekaj najlepšega, no. Vedno, ko pridejo, mi polepšajo dan. Tako veselje, ko imajo v bistvu oni do kmetije, mislim, da noben nima, ker oni pa res pomagajo pri vsakem delu, hočejo biti vedno zraven. Ko grem na traktor, hočejo, da jih zraven vzamem, jih vozim zraven. Včasih že vem, da en nečak Filip, sva nekaj delala na njivi, je že zraven malo spal, tako komaj še je gledal. Sem rekel: Filip, greš domov? Je rekel, se je takoj prebudil: ne, jaz bom tu. Tako da, ja, v bistvu nečaki mi dajo še dodatni zagon za delo. Se ni treba bati, da bodo namestniki potem tudi še za tabo? Ja, mislim, da ne. Zdaj, rad plešeš, rad poješ, kako sta ti folklora in tudi gledališče prirasla k srcu? Ja, mislim, da pač folklora in gledališče je nekaj, kaj daje neko pozitivno energijo v kraju. Je tudi neka platforma, kjer se v bistvu krajani družimo. Zdaj z gledališčem se že ukvarjam skozi tudi celo življenje. Ko sem bil v osnovni šoli, pa potem kasneje v srednji in še zdaj se ukvarjamo z gledališčem. S folkloro pa sem se prvič srečal pred 3 leti. V bistvu se folklorna skupina iskala nove člane. Včasih mogoče nismo bili najbolj navdušeni nad folklorom, ampak smo vseeno rekli, da gremo probati, da vidimo, če je to za nas. Zdaj pa se mi zdi, da vsi mladi, ko smo novopečeni člani, pa z največjim veseljem hodimo na folkloro, plešemo. In kako je bilo na prvem nastopu? Ja, moram reči, da so kar živčki delali. Vsi smo bili malo nervozni, ampak ko stopiš na oder, ko odplešeš, je res neka čist druga energija. Telo se ti dobesedno topi, publika ploska. In na koncu nastopa si v bistvu celi premočen, ker so ta oblačila so res mogoče malo bolj debelejša, ampak res veselje pa neopisno. Je pa lep občutek, ko nosiš narodno nošo. Ja. In predstavljaš neko regijo, neko skupino. Tudi to, zdaj je naša mentorica Alenka mi je dala to čas, da sem potem tudi obleke peljal lani v Estonijo, ker smo imeli dogodek Rejli. In v bistvu smo predstavljali 4 obleke, 4 noše. In se mi zdi, da tudi drugi ljudje so zelo navdušeni, ko vidijo neke take noše in potem doživijo tudi del kulture slovenske. S katerimi hobiji pa si še napolniš prosti čas? Rad se ukvarjam tudi s športom. Dolgo sem treniral tudi nogomet. Zdaj mogoče nimam več toliko časa, bolj igram tu pa tam za dušo. Potem pa tudi raznovrstni šport, hoja v hribe, kolesarjenje, tek. To, pa tudi igram malo kitaro, tudi malo pojem. Ja, pa druženje s prijatelji, delo pri podeželski mladini kot prostovoljec, takšne stvari. Zdaj, preden zaključiva, mi še povej mogoče,
Kaj bi svetoval mladim, ki razmišljajo o delu na kmetiji, o kmetijstvu, o prevzemu? Svetoval bi jim predvsem, naj raziskujejo, dokler so mladi, naj bodo radovedni, mogoče hodijo po svetu, da vidijo kakšne druge prakse, in tudi, da se izobražujejo. Se mi zdi, da izobrazba ima velik pomen pri kmetijstvu. Ni to tako včasih, ko ponavadi tisti, ko ni bil najbolj brihtni, ostal na kmetiji, ampak se mi zdi, da kmetijstvo je vedno bolj moderno, se razvija in brez znanja kmetija, mislim, da ne more biti tako produktivna. In brez podpore in družine. Ja, in tudi to je hvala, da se pač delajo na svojih odnosih, da se dobro razumejo, da se imajo radi, da potem tudi z neko dobro voljo, z pozitivno energijo delajo in grejo v nov dan. Ja. Zdaj sledi še naša klasična rubrika hitrih 5 vprašanj. Jaz ti zastavim vprašanje, ti pa mi odgovoriš, kar ti najprej pride na pamet. Na kitaro najraje zaigram in zapojem? Zarevele trobente od Lačnega Franca. Naša kmetija je? Je živinorejsko usmerjena in polna novih priložnosti. Gledališče ali folklora? Težko vprašanje. Po mojem bom rekel kar oboje. Ja, ne morem se za enega odločiti. Ja. Tujina mi je dala? Veliko širino, katera mi tudi še danes prav pride. Kmet je biti lepo, ker? Ker delaš z živalmi, naravo in si res lahko vesel, da imaš ta občutek svobode. Lepo. Hvala za tvoj čas in pogovor. Želim ti veliko uspeha pri vseh tvojih projektih, tako na domači kmetiji, kot pa tudi v mednarodnih vodah. Hvala lepa in tudi vam vse dobro. To je bila še ena epizoda podcasta Mladost na kmetiji. Z vami sem bila Kaja Zupanc in če vam je bila epizoda všeč, jo delite s prijatelji in nas spremljajte še naprej. Do naslednjič, srečno!